Rusija, mesto Sankt Peterburg, vojaška utrdba Konstantin. Ta utrdba za veliko topništvo je bila zgrajena sredi 19. stoletja. Zunanjost utrdbe je zaščitena s kovinskimi ploščami. V železnem oklepu je bila narejena luknja za topniško puško. Izpadla je ena od granitnih kock. Lahko gremo dol. Zgornji del kovine je prevlečen z barvo. Ampak tukaj je bil kamniti blok, kovina pod njim ni bila pobarvana. Poglejte stanje teh železnih plošč. Kovina ne rjavi. Kovina ni uničena. Glava sodnika, ki drži skupaj železne plošče. Šesterokotne glave vijakov so popolnoma ohranile svojo obliko v stoletju in pol. Luknja z navojem. Železne plošče so v odličnem stanju. Kovina je zelo močna. Odvratno podnebje v dolgih letih ni vplivalo na trdnost kovine. Sneg, dež in morska voda so uničujoči za železo. Kovinski trak je močan in vzdržljiv. Ti kovinski trakovi držijo kamnite bloke. Kovinske trakove so izdelovali tudi v 19. stoletju. V topli sezoni jih opere morska voda. Brizganje valov zadene kovino. Toda starodavna kovina ne rjavi. Vendar znotraj utrdbe vidimo popolnoma drugačno kovino. Zelo zarjavelo železo. Kovina je v zaprtih prostorih in prekrita z barvo. Toda kovinski izdelki zelo rjavijo. Poglej torjo. Nosilec za topniško puško. Uničeno zaradi korozije. Rja žre kovino. Rja neusmiljeno uničuje to železo. Zakaj ena vrsta kovine močno rjavi pod barvo in v zaprtih prostorih? Toda druge vrste kovine vlaga ne uniči. To železo ima malo ogljika. Kovina ne rjavi v vlažnem morskem podnebju. Toda to železo je premehko. Železo z nizko vsebnostjo ogljika ne prenese velikih obremenitev. Železo z visoko vsebnostjo ogljika je veliko močnejše. Iz takšnega železa je mogoče izdelati močne konstrukcije. A tako železo zelo rjavi. Različna kemična sestava železa. To je skrivnost nerjaveče starodavne kovine.